Dobro večer in lep pozdrav, spoštovani gledalci in še bolj spoštovane gledalke. Moje ime je Iztok fucking Gartner in vi gledate še eno izdajo novega Faktorja. Danes je sobota, ura je 19:15 in čas je, da začnemo. Ja, danes bo vdaja, kako ne rečem, nostalgično, žalostna, hkrati pa tudi vesela, kajti spominjali se bomo dveh velikih zabavljačev, dveh velikih imen slovenske zabavne glasbe. To sta od zadaj, jih že vidite, Korado in Brandi. Brandi nas je seveda zapustil že leta 2011, niti 50 let ni imel takrat, to je tudi ena taka tragična zgodba slovenske scene, zaradi katere sem še vedno malo jezen, če sem iskren, ker sem takrat slišal, da je vedel, da ga matra srce, pa ni šel zdravniku, razumeš, in da bi ga takrat lahko poklical, pa ga za ušesa zgrabo, bi bil mogoče danes še vedno z nami, ampak lej, kar se je zgodilo, se je zgodilo. Zdraven njega, seveda njegov veliki kompanjon, glasbeni in poslovni partner Korado Buzeti, ki pa je umrl nekaj dni nazaj, torej teden ali dva nazaj, če se ne motim. Takrat je v medijih tudi završalo, kajti Korado je bil izjemno priljubljen glasbenik. On je bil ena taka karizma na dveh nogah, slovenski Bud Spencer, če rečem tako. Brandi pa seveda njegov Terence Hill, in skupaj sta zabavala množice, prodala na 100.000 plos, skratka ena taka res super naveza. In mislim, da je prav, da se v naši vdaji spomnimo obeh, še posebej zdaj, ko tudi Korada ni več, ki nas je pa zapustil, mislim, da star 64 let, čeprav so takrat mediji napačno pisali, da je vsaj 10 let mlajši in se očitno ni nobeden v to vpičil, kar je bilo naravnost šokantno, da 10 let zgrešiš, ampak lej, bomo tudi to razčistili. Predno bom predstavil, kdo je danes z mano in povedal, zakaj sta točno ta dva gospoda z mano, pa dajmo si mi privoščiti najprej en Koradov nastop, glede na to, da bo prvi del vdaje namenjen prav njemu. Režija, prosim. Čau, srci, hvala. Sem pravi Primorec iz Istre doma, za mene najlepša dežela je tam lepa dekleta so vince sladko, nikjer na tem svetu tako ni lepo. Pod Murmo se zberemo fantje z vasi, v družbi veseli zapojemo si in včasih na pladnju pršut zadiši, ne vejo Ljubljančani, kakšni smo mi. Nekaj me muči le, nekaj želi si srci, če bi se lahko še enkrat rodil, najraje Primorec bi bil. Zdaj pa vi. Ja, tale nastop sem izbral zato, ker se mi zdi čudovito, da je bil Korado povabljen tudi na to znamenito noč Modrijanov, kjer so se seveda fanti res veselili nastopa z njim in tudi to priča dejansko, da je bil tudi na starejša in zrelejša leta, torej po Brandijevi smrti še vedno zelo velika zvezda. Dame in gospodje, zdaj pa čas, da predstavim svoja dva nocojšnja komentatorja. Prvi je Dušan Zore, ki je v naši vdaji že bil, ko smo razpravljali o tem, kako se slovenski glasbeniki soočajo s korono. Danes bo s tem razlogom tukaj, ker je oba izjemno dobro poznal in ima na njiju krasne spomine, tudi sodelovali so skupaj, verjetno tudi žurali, kakšno dekle preganjali, ne vem, o tem ga bom še marsikaj vprašal. Drugi pa je seveda naš prijatelj Denis Poštrak, organizator in idejni vodja projekta Moč glasbe združuje, ki je pa velik ekspert slovenske glasbe in tudi velik ekspert za Korada in Brandija nazadnje. Zato upam, da nam bo postregel s kakšnimi insiderskimi podatki v smislu prodaje in podobno. Je pa Denis z nami tudi zato, ker je posnel remix Brandijeve Marine in je s tem takrat dosegel zelo velik uspeh. Torej, Dušan Zore, producent, glasbenik in še marsikaj drugega. Lepo zdrav in lepo zdrav tudi tebi, Denis. Živijo, živijo Iztok, živijo gledalci in poslušalci. Uživajte v današnji vdaji.
Denis, mi se slišimo? Midva se slišiva? Malo prekinja, ampak evo, zdaj sem te slišal. Lep pozdrav tudi tebi, pa seveda Dušana. Dal sem ti najboljši uvod na svetu in ti ga nisi slišal. Ne morem verjeti. Bo mogoče ponovil. Dušan, če dam tebi besedo, upam, da bo Denis ostal na vezi tako kot treba, če ne ga bomo mogli vršti ven. Dušan, dej ti najprej o Corrado zdajle. Kakšen je tvoj spomin nanj, kakšen je bil Corrado kot človek, mogoče nekaj takega, kar ni glih v medijih, no splošno znano, pa povezano s kakšnimi tračarijami, z prve roke. Pa odkje si ga spoznal, kako si ga spoznal in tako naprej. Izvoli. Corrado je, tako kot sem že v nekem intervjuju povedal, on je v bistvu najdebelejša veja na mojih, v bistvu na drevesu, kjer visijo vse moje glasbene lovorike. Njega sem spoznal 3 dni potem, ko sem prišel iz služenja vojaškega roka iz Beograda, kar na lepo mi je zazvonil telefon in na drugi strani en šarmanten moški glas in reče: "Živjo, jaz sem pa Corrado Buzeti, jaz pojma nisem imel, kdo je ta človek." Potem, ki je pa naprej začel govoriti, veš, jaz sem posnel neko pesem, Gospa moj poklon, z gospo Merja Ovsenjak. In takrat sem pač vedel, to pesem sem pač poznal. In on me vprašal, če bi šel z njim igrati v bar. No in takrat je bilo veljalo in tako nekako, da za glasbenik je bila ta velika čast, če je igral lahko v baru. In sem mu rekel, seveda, bi šel, ne. No, potem je bilo pa moje vprašanje naslednjo, kdaj bomo imeli pa kakšne vaje. No in takrat sem pač videl njemu to navihanost, ki je rekel: "Dušan, tisti, ki zna igrati, nič navad." V bistvu. Tako da mi smo šli brez vaj v bar in smo igrali v tistem baru. Meni je jasen, kako da smo še danes živi, da nas niso takrat. Ampak enostavno je bilo lušten in sodelovanje z njemu je bilo nekaj nepozabnega. To je bil človek pozitiven in vedno, če je bil še tak velik problem, tudi ta, dajmo vaditi, tega problema ni bilo. Za njega ni bilo problema. Dušan, če te vprašam še to, ne, je bil Corrado, jaz sem ga tudi imel priložnost poznati, ko sem pred leti delal še na enem radiju in sta skupaj z Brandyjem takrat prišla za gosta. Je bil res tak odštekan tip, skozi je v babah govoril, če povem po domače, ne, prav en tak playboy je bil, razumeš, ne, in daj mi povej, če sta, recimo, kdaj je na odru stala, ali pa če si ga videl na nastopu, so ga imele res ženske tako zelo rade in v čem je bila njegova skrivnost, na vse zadnje, če si ga pogledal, ni bil ravno nek tipični lepotec, ne? Ja, njegova, v bistvu že, to sta z Brendom imela hece o tem, da Corrado je imel ponovati tiste punce, ženske, ki so bile nad 40, Brandy pa tiste, ki so bile pod 40. In ja, to je bila ena taka njegova skrivna misija in ženske so ga imele res rade. Ampak verjetno ne samo zaradi tistega, ker imaš ti v glavu, ampak dejansko človek je bil karizmatičen magnet, tako za ženske, tako mlajše, tako starejše, v končni fazi tudi za moške, ampak se pravim v drugem smislu. Energetsko. Denis, no, da tebe vprašam, da nam pa ti povej, kaj je v Corrado, recimo, kakšni so pa tvoji spomini nanj, ne vem, da nam serviraš neke podatke mogoče, ki niso čisto javno dostopni, pa jih ne vejo vsi, ker vem, da si ti kar dosti strokovnjak za te številke, prodaje in tako naprej. Kaj lahko mogoče z tega vidika poveš, pa ne, če si daj Corrada tudi srečal kot mlad fant? Izvoli. Pa v bistvu sem ga srečal parkrat na kakšnih snemanjih ali špilih. Ja, je pa res, da ga nisem dobro osebno poznal, v bistvu sem bolje poznal Brandyja, ampak lahko rečem, da je Corrado ena taka karizmatična osebnost in zato so se tudi z Brandyjem zelo ujela in recimo tako je bilo po albumu Lažnivca leta 2002, sta se za nekaj let razšla in se je videla, da noben od njiju ni mogel drug brez drugega in tako sta se leta 2007 spet zbrala z pesmijo oziroma albumom Kam so šli vsi cigani in dejansko očitno sta bila tisti dvojec, kateri je bil všeč ljudem. Ne? En brez drugega res nista mogla. Pa, če te vprašam, mogoče dobro, Brandy je res prehitro umrl, ampak kdo pa misliš, da bi lažje bil brez drugega? Bi se lažje Corrado znašel ali bi se lažje Brandy znašel?
To je težko vprašanje, to bi publika pokazala, ampak jaz mislim, da bi se Brandy lažje znašel zaradi tega, ker je bil avtor vseh pesmi, ki sta jih prepevala, oziroma večinoma pesmi, ki sta jih prepevala. Imaš, Denis, mogoče kakšne podatke o prodaji Coradotovih izdelkov, torej skupaj z Brandyjem? Imaš kakšne podatke glede tega v številkah? V bistvu nekih točnih podatkov ni, ker mislim, da nobena založba tega ni beležila. Lahko pa rečem, da je v času Corrada in Brandyja to je bilo od leta 1994 naprej. Tudi kot zbiralec gramofonskih plošč in kaset vidim, da je, kar se tiče kaset v slovenskih domovih, največ kaset Corrada in Brandyja. To so bile zagotovo velike številke, še večje pa so bile številke Brandyjevih Don Juanov. Tam so albumi dosegali platinaste naklade čez 100,000 komadov. Drugače je Corrado posnel en solo album pred projektom Corrado in Brandy, izdal ga leto prej, torej leta 1993, na katerem je bila uspešnica Žena me je zapustila. In ena zanimivost, recimo na Brandyjevih kompilacijah se je na prvi kompilaciji Corrado pojavilo pod imenom Flamingo. Namreč takrat je prepeval v skupini Flamingo in takrat gospa Moj poklon je zmeraj Javsenak prepevala skupina Flamingo, katere pevec in bobnar je bil Corrado. Viš ga ti. Dušan, mogoče pol minutke, predno gremo na reklame. Zakaj misliš, da sta bila ona dva tako super skupaj? Kaj je bilo to bistvo njuno, da sta se tako super poštekala? Kakor sem jaz uspel ujeti v bistvu njuno to, bi rekel, vibracijo, je bila ta, da sta se enostavno ujela en drugega. Ker Corrado je znal nekaj govoriti, Brandy je znal nekaj drugega govoriti, Corrado je znal po svoje razmišljati, Brandy po svoje in v bistvu skupaj sta bila res blazno močna. Tako kot je že Denis prej povedal, sam za sebe, ne Corrado, ne Brandy se nista tako dobro znajdla, čeprav da si ga bi Brandy seveda lažje zdržal in lažje preživel, ker je bil tudi avtor in tako naprej. Ampak Corrado je pa drugač velik garač, govorim v glasbi že odprej. On je ogromno igral po parih, kar je igral in še prej pri skupini Flamengo in tako naprej. Jaz toliko zgodovine odprej ne poznam, ampak vem, da je bil predan odru. On bi živel na odru lahko cele noči. Vrejo, Dušan, hvala. Gremo na reklame in pridemo nazaj. Mi smo nazaj in fanta moja, če mi dovolita, dajmo se od teme solo Corrado posloviti z njegovim prijateljem in tudi poslovnim partnerjem ter človekom, ki je z njim po Brandyju veliko nastopal. To je France Peternel, naš prijatelj, tudi radijski voditelj, ki je posebej za našo oddajo posnel nekaj svojih luštnih spominov o Corrado in vse zadnje tudi v Brandyju, ki bo konkretno druga tema naše oddaje. Režija, prosim. Predvsem najprej hvala lepa, seveda, ker si se spomnil tudi name. Lahko bi rekel, da je bil, če začnem pri Brandyju, da je bil zagotovo to en največjih ljudi v slovenski glasbeni industriji, če dovoliš ta izraz. Fant, ki ga vsakdo zelo spoštljivo poimenuje, ki ima ogromno lepih zgodb za povedati. Moram priznati, da odkar sem sodeloval s Corradom, sem spoznal ogromno ljudi, ki so imeli z Brandyjem stik in so v njem in še danes imajo v njem povedati samo lepe stvari. Tako da, tako velikega človeka, ne vem, če ta trenutek še glasbena industrija v Sloveniji ima. Večkrat bil pri meni na intervjuju, malo smo debatirali, se veš, tudi o puncah se drugače ne gre, sicer pa ti je ta zgodba poznana, ampak kakšen muzikant pa bi bil, če ne bi govoril tudi o dekletih. No, ampak definitivno pa lahko povem, da je bil pa največji šarmer zagotovo Corrado. Ko sem ga enkrat vprašal, pa stari, pa ata, daj povej, pač tako sva se klicala, mislim, da je bil tega tudi vajen, se rekel, ata, daj ti meni povej, kaj ženske vidijo na tebi, ne? Je rekel, sebe. To je bil seveda šokanten odgovor, ki mi je dal misliti. In res je tako, ne? Ko se je pojavil Corrado, je bila to karizma na dveh nogah, ob njem nikoli ni bilo dolg čas in dejansko z njem na odru je bil smeh. Nastop je bil
pa ne bom rekel za jebancija, še vedno je bilo to dosti na nivoju in profesionalno izvedeno, ampak tolikene pozitivne energije, tolikega, pa kaj se boš sakiral za to, pa kaj se boš sakiral za uno, da je bilo pravi užitek nastopati. Seveda je rad bil v središču pozornosti, kar mu v moji družbi sploh ni bilo težko. Njegov glas, glej, takega glasu pa pač ni, ne? In tako, ko je on zapel Solzo, Primorca in vse ostalo, to je, tega ne moreš ne posnemati, ne kopirati, lahko ti je samo vzor. Enako, kot se ne da kopirati Brandija, morda kdo v Sloveniji lahko pokopira barvo glasu, nikakor pa ne energije, ki jo je ob pesmih, ki jih je pripravil za to slovensko publiko. Zagotovo pa ta kombinacija Korado Brandi je bila po moji oceni najboljša možna kombinacija. Eden brez drugega, kot smo lahko vmes ugotavljali, nista bila toliko uspešna, kot sta bila uspešna, ko sta nastopala skupaj. O Brandiju in Koradu lahko rečem samo lepi spomini, žal spomini. Na veselje seveda tudi nekaj skladb, ki so jih posnela skupaj. Žal sem snimal z Brandijem samo enkrat skladbo, ki jo je napisal, pravzaprav dvakrat skladbo, ki jo je napisal, eno za mene in eno za Anito, in Bog ne daj, da kdo reče kako zelo besedo. To pa res ne bi rad slišal in še manj dovolil. Tebi pa Iztok, daj malo manj upino, ampak drugače pa, car, vse veš, da se imamo radi, tako kot vedno. Pa še naprej lep večer. Seveda, da upijem, France, če me ne slišiš, je pemtiš, ne. Režija, dajmo mogoče vsaj pol minutke, prosim, tegale videospota od Korada in pa Francija Peternela, da vidite, kako sta skupaj nastopala. Samo ene pol minutke malo, da dobijo gledalci, saj malo občutka tisti, ki ne poznajo njunih sodelovanj. Tak je na vrsti bil kot drugi. Sem pravi Primorec iz Istre doma, za mene najlepša dežela je ta. Tam lepa dekleta so vince sladko, nikjer na tem svetu tako ni lepo. Pod Murvo se zberemo fantje z vasi, v družbi veseli zapojemo vsi. In včasih na plažu pršut zadiši, ne vejo Ljubljančani, kakšni smo mi. Ljubica, nekaj me mučile. Evo, to sta bila Korado in France Peternel. Zdaj bomo pa mi od Korada skočili direktno na Brandija, predno jih na koncu vdaje torej združimo. In Dušan, zdaj bom pa tebe vprašal, ne, z Brandijom imaš pa ti tudi krasne spomine, z njim se poznata verjetno še iz časa skupine Don Juan, ki je bila torej mega uspešna, kot je prej povedal Denis. Tudi sam sem Brandija imel čast osebno spoznati, večkrat smo se v puncah menili, jaz sem takrat tudi nastopal kot glasbenik in sem imel s sabo eno skupino Vroče veveričke, ne, pa je rekel Gartner, lej, nič ti ne zaviram, samo tele punce bi mi pa lahko posodil za en krok, ne. Sem rekel, stari, mojo vrsto se postav, ne. Tako da ja, Brandi je bil legenda, ne, imel tudi svojo založbo Mandarina, bil je poslovn človek in kar mnogi pozabljajo, on je bil tudi izjemen avtor, ne, on je napisal glasbo za skoraj vse slovenske in pevce in pevke od Helene Blagne naprej, to morda mnogi pozabljajo, ampak dobro. Dušan, no, kaj boš ti povedal o Brandiju, ki je bil dejansko ikona in inštitucija slovenske zabavne glasbe? V bistvu si vse povedal, on je bil ikona in inštitucija, on si je zmislil neko kulturo, ki jo nekateri ne priznavajo, večina Slovencev pravih domoljubov pa to kulturo obrazno priznavamo in jaz poklon takmu avtorju, ki je toliko zapuščine naredil glasbene in ne samo za sebe, ampak tudi ustvaril en kup pevcev, pevk, ki danes so in jih pomenijo. Veliko je pa pisal tudi za ljudi, ki niso bili nikdar pevci ali pevke, pa so ravno tako
probavali postati pevci ali pevke. Za Mišo Molk vem, da je celo napisano pesem, ne? Da bi povedal recimo tudi za Mišo Molk, ampak med drugim pa tudi veliko otroških pesmic, ki on ni šparil, on če imel idejo, jo je dal in ustvaril je pa od Heidi do, bom rekel, malih projektov, mlajših projektov, to je bil velik projekt, ampak mlajši projekt, do, tako kot je dojeti s Brandyjem, mislim iz Koradotom in Brandyjem in kup drugih ansamblov, Don Juan itd. To je bilo res velik poklon takemu avtorju. Ker ko smo imeli še vdajo Dobra volja, vem, da sem takrat Heidi gostil, pa mi je prav razlagala te svoje spomine za Brandyjem, pa sem bil prav presenečen, moram priznati, da nisem čisto točno vedel, da je on dejansko bdel nad njeno kariero, ne. Denis, če dam tebi besedo, predno si bomo zavrteli en video spot od Brandyja na hitro, vse kakšne pol minutke. Brandy kot ikona slovenske zabavne scene, da mi malo povej teh podatkov, ne? Se pravi, če jih imaš mogoče z prve roke, je res on prodal toliko teh nosilcev zvoka, takšnih in drugačnih, da bi lahko vse ostale poslal po cigarete? Takrat. Pa zagotovo, v bistvu, Don Juan veljajo za najbolj prodajan v vseh časov. In recimo takrat že je bil kot nek rek, takrat ni obstajal v Jugoslaviji oziroma v mladi Sloveniji jugec, kateri ne bi imel vsaj ene kasete Don Juanov. Tako da Don Juani so prodali ogromno, na to tudi Korado in Brandy. Nekje se ocenjuje, da bi naj Brandy hvalec, to pomeni Don Juan solo in Korado in Brandy prodal okoli 500 000 nosilcev zvoka, oziroma celo več. Gotovo sega v sam vrh, ne. To so pa že številke. Denis, eno presenečenje bomo potem v nadaljevanju oddaje pripravili gledalcem v povezavi s tabo. Ne še zdaj, neč o tem govoriti za tiste, ki morda ne vejo. Pa bi zdaj režijo prosil, da zavrti en kratek odlomek enega Brandyjevega videospota. Samski stan od fantov najbolj spoštovan, ko šteje fant za dosti let, se hodi kljuci gre. Tam je bil že mnogokrat, ne da se več povasovat, če predno sam doma zaspi, takole govori. A zdaj pa pojde poneklen, tja daleč pod Gorjance, in jo pripiljem čez gori, čez tiste dolge klance. Le zam jo bije mi srci, pa za nobeno drugo, in deklica tam pod goro mi ženka bo. Evo, mi smo nazaj, čudi, če ne poslušam te zvrsti glasbe, mi to pa še bom rekel in nimam kaj reči in bi Duša morda tebe še vprašal, ne? Zakaj misliš, da pa je vendarle se našlo toliko kritikov, ki je pa dejansko pljuvalo po Brandyjevi glasbi, rekoč, to je pa Zandrek, to je pa brez veze, to je pa tretjerazredno, to pa itak prav, da nima vstopa na Slovensko nacionalno televizijo in podobno. Zakaj misliš, da se je našlo tako veliko negativnih komentarjev v končni fazi, ki so bili fovš ali kaj je bila fora? Mislim, verjetno so mu bili tudi fovš, verjetno je to druga stvar, on ni bil akademik, ampak zdaj tako je, velikokrat se lahko vprašamo, kaj je v bistvu kultura in kaj je umetnost. A je umetnost to, kar posluša 100 ljudi v Cankarjevem domu, ali je umetnost to, kar posluša milijon ljudi na veselicah. To je recimo, Brandy to znal zelo dobro interpretirati in tudi on je delal za ljudi. In on je bil ljudski človek, on je imel ljudsko srce povezano z ljudmi, njega je to zanimalo, njega ni zanimala nobena filozofija. Jaz se spomnim prigode, on je imel več ljudi, ki jih je poklical, ko je nekaj zmiksal, on me pokliče, pa je rekel, on je meni Duško klical, Duško, da mi povej, kaj misliš o temu komadu, in ko sem mu poslušal, dobro, jaz imam nekaj teh tudi glasbenih šol in sem mu rekel, lej stari, tamle si zafrknil to pa to, tam ni
postop harmonski, bla, 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 karkoli. Ampak pa sem mu rekel, fajn bi bilo, če bi to popravil zaradi tega, da ne bi bilo kdaj kaj narobe. On je samo zamahnil iz roke in rekel, ne, za tiste ljudi, za katere bojo plesali na mojo glasbo, je to sigurno v redu. Skratka, nisem obremenjeval z nekim prefinjenim glasbenim, rekel, ali je to po regelcih, ampak on je gledal, da je zapel iz srca in ljudje se ga tazga sprejeli in zaradi tega so ga imeli rad. Jasno, zaradi tega so ga pa na drugi strani nekateri študirani glasbeniki in tako naprej prezirali, ker seveda ni imel toliko znanja, ampak še enkrat rečem, on je bil duša. Preden bomo skočili na reklame, bom napovedal kar naslednji prispevek, ki se bo zgodil takoj po reklamah, in sicer, da je bil Brandy res zvezda in legenda, priča tudi to, da je imel številne posnemovalce in eden izmed njih si je celo nadel ime Štajerski Brandy. In to je naš prijatelj Renato Leber, ki je posebej za našo oddajo posnel en kratek spomin na Brandy, ampak to sem vedno razmišljal, ne? Če imaš pa ti nekoga, ki, ne vem, se pojmuje Štajerski Brandy, Primorski Brandy, ameriški Brandy, karkoli, pa moraš biti pa res zvezda, ne? In že z tega vidika vem, da Brandy ni bil kar tako. Režija, prosim, reklame in pridemo nazaj torej z izjavco Renata Leberja, znanega kot Štajerskega Brandyja. Lepo zdrav vsem skupaj. Ime Štajerski Brandy obstaja že zelo dolgo, tam nekje 20 let. Že kot majhen deček sem rad poslušal pesmi Brandy and Korada. Na svojih nastopih sem večinoma prepeval njune skladbe, zato so mi gostje kar sami dodelili zdevek Brandy. Tako je potem tudi nastalo umetniško ime Štajerski Brandy. Brandy je na to, da ima posnemovalca, bil zelo ponosen in kot je že sam večkrat povedal, si je to štel v čast. Evo vidiš, naš simpatični prijatelj Renato Leber. Zdaj pa predno bomo skočili na zadnji del naše oddaje, kjer bomo Korada in Brandyja povezali skupaj. Denis, je pa na vrsti tole najno presenečenje. Mnogi namreč tebe poznajo v zadnjem času, to sem tudi na začetku oddaje povedal, da si organizator in idejni vodja velikega projekta Moč glasbe združuje in te poznajo torej kot menedžerja, organizatorja, PR-ovca, ne vejo pa, da si ti svojo kariero začel kot pevec in da si svoj največji hit dejansko dosegel s priredbo Brandyjeve pesmi. Daj mi, Denis, malo o tem povej, potem bomo pa en delček tvojega videospota tudi zavrteli. Izvoli. Ja, v bistvu to že sega kar nekaj časa nazaj, to je evo lepo 11 let od izida Povej mi Marina v moji vrsti, torej takrat sem bil mlad, te sem sprobati nekaj novega, oziroma ko delaš ta posel, je tudi, da poznaš čim več procesov, ti kasneje tudi zelo pomaga. In takrat sem bil tudi več na vezi, seveda sem ga prosil za avtorske pravice in me dovolil, tudi pred izidom sem mu dal poslušati pesem, kar je rekel, da je zelo dobro, je dal zeleno luč, da gre ven. In tudi kasneje je rekel, da je to mu najbolj všeč priredba od bilo katere njegove pesmi. Je pa produkcija pa se delala v Umagu pri skupini Karma. Poglej ga ti, ok. Dajmo, režija, si zavrteti en delček tegale Denisovega videospota, torej s priredbo Povej mi Marina. Sveti otroški mi sem te izgubil, ko rekla si več me ne bo. Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš me več? Povej, Marina,
Čakaj, Denis, to je tvoj sin noter nastopa, ali si to ti? Ne, sin, je pa sin od, bom rekel, na neki način sorodnice. Aha, dobro. Zdaj pa dajmo mi režija združiti Korada in Brandija v veliki finale naše vdaje. Torej, Korado in Brandi nam zdaj igrata nad oblaki, čudovit naslov, več kot primeren za tole in tisti gledalci, ki so oboževali njuno glasbo, zdaj le gotovo imajo en tak cmok v grlu, če lahko rečem, ne, tisti, ki so bili ljubitelji enega ali drugega, se zavedajo te njune povezave, teh njunih številnih nastopov, žurov, zabav po nastopih, razumeš, ne? Tudi sam sem bil parkrat zraven in vem, kakšna fakina sta bila, tudi zato smo se dobro razumeli in res, to je bil en tako sem rekel na začetku oddaje, Korado je bil Bud Spencer, Brandi je bil Terence Hill in res sta bila fenomenalen par. No, Dušan, če dam tebi besedo, ne, na kaj najprej pomisliš, ko slišiš Korado in Brandi? Predvsem mislim na nek brand. A je prav, da jaz odgovarjam? Ja, kar izvoli. Predvsem slišim na pomislim na nek brand, ki je bil ustvarjan, to je bila v bistvu ena ogromna energija, v bistvu bi rekel ogromna industrija pozitivne energije. To je bil hec. Mi smo imeli celo nek ansambl s Koradotom pa Brandem, ki smo se imenovali za hec in veselje. V bistvu vedno je bilo hec, vedno je bilo veselje, vedno je bilo pozitivizem, samo pozitivizem, nikdar nobenih težav, tudi če so bili problemi, teh problemov ni bilo. In to sta človeka, ki v bistvu sta imela nek način razmišljanja, ki jih danes res lahko zlučijo, iščeš take ljudi. Pa veš mogoče, kje sta se ona pravzaprav spoznala in začela sodelovati? Kdo je dal idejo? Imaš ta podatek mogoče? Jaz točno tega podatka ne poznam, ampak predvidevam pa, da se je začel, da sta igrala mislim, da sta se spoznala v baru Nebotičnik. To informacijo nekako imam v glavi in da je pač Brandi že takrat rekel, da bi naredil neko pesemco za Koradota, ki je videl pač v hecu, kako bi to zvanel in verjetno, da se je tako njuna glasbena pač ta skupna pot začela. Ampak točno, to pravega podatka pa jaz nimam. Kje sta se ona prav? Denis, ti recimo, vem, da si poznal oba tako ali drugače, bi znaš ti mogoče povedati, če si tudi sam to slišal, pa ne vem, Dušan, če Denis morda ne bo vedel tega, ko je Brandi umrl leta 2011 v Lipici, vem, da je bil ta njegov zadnji nastop, nekje sem prebral, da naj bi umrl na rokah Korada, ali je to izmišljotina, pa urbana legenda, ali je to res, ker če je res, pol je pa to res ena taka nora naveza, no? Denis, ti veš kaj o tem? V bistvu o tem pa bo sigurno Dušan več povedal, ker v bistvu, kaj jaz vem, je dejansko Dušan povedal že pred časom, tako da najbolj povedal. Izvoli, Dušan. Kar se tega tiče, če je umrl na rokah Korada, nisem bil zraven, če je bilo to res dobesedno, ampak na vsak način, pa če se je to zgodilo 2 minuti za tistem, ker pač podrobnosti, kolikor mi je Korado povedal, kako se je to zgodilo, to je bil res žalosten dan. Mi bi mogli celo igrati na tisti dan. Z našim ansamblom, z Brandijem nekje v Slovenskih Konjicah ali v Slovenski Bistrici, sem pozabil. Ampak je bil igranje odpovedan in potem se je zmenil, da je šel v Lipico na tisto poroko. Takrat je bil z Dušanom Erbusom pa Korado. In baje, da mu je postalo nekaj slabo proti 3. uri zjutraj in da je šel v nek prostor, ali je bila kuhinja ali kaj. In tam je hlestal za zrakom, toliko informacij imam. In ja, ko je prišel Korado, je bilo že pozno. In Korado ga je na vsak način poskušal k sebi spraviti in verjamem, da so bili to dramatični trenutki za njega, ko je imel najboljšega prijatelja.
Dajmo si mi vzeti ene polminutni predah z enim lušnim duetom Korada in Brandija, potem prijemo pa v finale naše vdaje. Režija, prosim. Pošteno veselice ni, če na njej ne zadišijo mi čevapčiči. Rad stojim v vrsti, ko mi dajo blud. Hej, čevapčiči na pladnju, to je zame šov. Digne me golica in harmonika, to da srečo v želodec le čevapčič da. Vino je za dušo, vino je za kri, a za veselico pravo so čevapčiči. Evo viš, to sta prava veseljaka, ki sta prepevala celo v čevapčičih, pa ciganih, pa ne vem kaj vse. Denis, tebe da vprašam, Brandijev sin Dejan Vunjak, ki je tudi vrhunski glasbenik, zadnje čase mu gre odlično, ima hit za hitom, vem, da tudi Dušan ogromno sodeluje z njim. Pa tebe najprej, Denis, vprašam, kaj nam lahko v Brandijevem sinu pravzaprav poveš? Vse najlepše, v bistvu Dejana sem spoznal hitro po njegovem prvem nastopu, ko se je predstavil javnosti, zelo preprost, iskren, pameten fant, mislim, da je že starejši takrat, če je bil fant, mislim, da celo mladoletni. V glavnem, vse dobre besede je, da nadaljuje Brandijev stil, namreč, če gledamo, je ta stil zabavne muzike za veselice, mislim, da Dejan nima konkurence in je več ali manj edini izvajalec na slovenski glasbeni sceni s to vrstno glasbo, kar me po eni strani žalosti, ker namreč v istih časih je bilo ogromnih takšnih izvajalcev, kot so recimo Korada in Brandi, skupina Magnet, Zlatko Dobrič, danes ni več tega in Dejan je mislim, da celo edini in mislim, da je to tudi da je tako uspešen. Dušan, 45 sekund časa imaš, da mi poveš na hitro o tvojem sodelovanju z Dejanom, ker vem, da sem skozi v studiu skup. Kadarkoli te kličem, si z Dejanom v studiu. Prosim. Kaj ne ti povem, da se ga spominjam kot mladega, majhnega fantka, ko smo hodili k njemu na Krk, na morje, oboževal je palačinke iz banano, potem je pa zrasel človeka, ki je mogel obuti očetove čevlje in nadaljuje njegovo pot. Edino, kar pa sem pa vesel, da se je malo odmaknil od te poti, da ni popolnoma na poti Don Juanovega stila in to respektiram pred njemu, ker Don Juan in Brandi ne ostanejo Don Juan in Brandi. Hvala lepa, Dušan Zore in pa Denis Poštrak. Spoštovani gledalci in gledalke, upam, da smo vam pričarali en tak lep spomin na Korada in Brandija. Mislim, da ne vem, če je še kdo se lotil prav takšne vdaje. Bile so neki majhni spomini, minutko, 2, 3, pa kakšen video spot. Prav vdaja takole pa mislim, da je manjkala in ker imam to možnost, sem se prav odločil, da bom tale nov faktor torej namenil spominu na dva velikana slovenske zabavne glasbe. In kot sem že rekel, čeprav njuna glasba ni bila ravno moja scena, razen tista Brandijeva, nič nam ne more KGB, malo reperska, tista je pa moja favorit njegova. Drugače pa lej, klobuk dol obema, ker sta res mojstra v svojem žanru in tukaj ni nobene dileme. Lepo zdrav, spoštovani gledalci, vidimo se v dveh ponovitvah. V nedeljo 19:15 vas pa čaka nora debata v Jamesu Bondu. Pridemo nazaj!